scenarij, prvič vidim. Za zaplet z glasovalnimi napravami v parlamentu 14 dni nazaj ni bil kriv kozmični dež, so ugotovile strokovne službe. Sistem so namreč vrgli iz tira poslanci Levice, ki so med glasovanjem odstranili svoje kartice, kar so sicer priznali že na sami seji. Kolega, vi ste rekli, da je bilo 86 kartic noter v trenutku glasovanja. Ni jih bilo. Moje kartice ni bilo not, ker sem jo dala ven iz reže. In tudi nisem bila edina, kar sem videla na lastne oči, tako da je seštevek pravi. Moja reža je bila prazna. Zdaj, se pravi, tole zdaj jasno. 4 poslanci so iz glasovalnih naprav izvlekli svoje kartice, za dodatno zmedo pa je poskrbel Miha Kordiš, ki je glasoval za amandma SDS. Ni čudno, da je sledil razpad sistema. Zdaj, po naših informacijah je bil to dobro pripravljen načrt. Naši raziskovalni novinarji so pridobili spise sporočil med Kordišem in Natašo Sukič, takole sta se dogovarjala. Kot vidite, kaj, glasujemo za? Ne, ti zvleč kartico, zakaj? Heker je imel, ne? Hekeri so mu povedali, zakaj se gre v resnici. V glavnem, Levica torej ne verjame v parlamentarno demokracijo, ki teče na Windowsih, kar je logično. Ker vsakič, ko zaženete Windowse, vaš denar gre v žep Billu Gatesu, trenutno 6. najbogatejšemu človeku na svetu, ki ima srečo, da živi v Ameriki in ne v Sloveniji, ker če bi zaradi davkov pristal krepko pod Dončićem, če bi bil tle. Če bi pa v tem Kordiš odločil, bi pa kar zginil, tako z lestvice, kot iz Slovenije. V morju pristal, z bajoneti bi ga nagnal. Z razpadom glasovalnega sistema v parlamentu pa ni bilo konec slovenskih težav z internetom. Kdo je bil naslednja žrtev? Več spletnih strani državnih organov, med njimi spletna stran Državnega zbora in vlade, so bile danes dopoldne več ur nedosegljive. O razlogih za zastoj v delovanju sistema poteka temeljita preiskava. Po do sedaj znanih informacijah ni šlo za varnostni incident, torej ni šlo za kibernetski vdor. Tako. Računalnik ne dela. Rabi kdo vedeti še kaj? Če ni, ni. Take ministrice imam jaz rad. Ne dela. Skratka, ministrica za digitalizacijo nima pojma, kaj se je zgodilo. Da ni šlo za kibernetski vzor, kaj pa če je bil spet kak kozmični naliv? Kakorkoli, Golob bi lahko odpustil to ministrico za digitalizacijo, ki si ne sanja, kaj se dogaja z računalniki. Namesto nje bi resor lahko prevzela Nataša Sukič. Ona ne zna popraviti sistema, zna ga pa fajn sesut. Še dobro, da zakon o štempljanju ne velja za poslance. Si predstavljate, kaj bi Sukič s karticami delal? Se pa namerava zapletenega štempljanja po vrnitvi iz bolniške lotiti Robert Golob. S predstavniki gospodarstva je napovedal najmanj enkrat mesečna srečanja, na katerih bi torej lahko naslovili predvsem 2 temi. Prva, kako zmanjšati birokracijo, denimo na področju beleženja delovnega časa. Tukaj torej govori o zakonu o tako imenovanem štempljanju. Zdaj ne vem, a je Golob gospodarstvenikom obljubil nekaj, kar so hoteli slišati? A veste, Božič je pred vrati, prazniki pred vrati. Ali pa namerava res poenostaviti štempljanje, ker vlada je to sprejela dan prednji šel na operacijo kile. Zdaj ne vem, a je bil takrat že v narkozi, pa ni razumel, kaj je Mesec predlagal? Ja, daj, ja. Ali se je pa na bolniški premislil, ne vem. Mogoče pa sred operacijske sobe ostal sred operacije sam, ker so šle zdravniki pa sestre se štempljati. Ne vem, ugibam. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.